Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Najprej čestitke seveda ob državnem prazniku, sicer pa bomo danes govorili še o enem praznični situaciji, lahko rečemo. Kajti v Ormožu bomo letos slavili 150. obletnico 8. slovenskega tabora, ki je seveda se boril oziroma so tabori nastajali za zedinjeno Slovenijo s poudarkom na slovenskem jeziku, ki bi se torej ne uporabljal v vseh inštitucijah. Več o tem, o smislu taborov in o namenu taborov pa nam bo povedala etnologinja iz Ormoškega muzeja, Nevenka Korpič. Zdravo, Nevenka. Pozdravljeni. Sicer si kar pogosto tukaj, ampak vedno imaš tako zanimive teme, ne? Ja, Da te z veseljem povabimo. Hvala. Res je, da nekako naš muzej je tudi zadolžen za to, da se ukvarja z temi pomembnimi dogodki in da te dogodke tudi nekako predstavimo prebivalstvu, domačemu prebivalstvu, kajti mi vemo, da ima naš Ormož zelo pomembno zgodovino. Na to zgodovino smo lahko zelo ponosni in tako da tudi ko odkrivamo te pomembne datume in obletnice, z veseljem pripravimo tudi kakšno predstavitev, razstavo in seveda smo tudi z veseljem gostje v oziroma na vaši televiziji. No, razstava je že postavljena na ogled, ne, vsi tisti, ki jih torej to področje zanima, si jo lahko ogledajo. Velika slovesnost ob 150. obletnici, torej 8. slovenskega tabora, ki je potekal v Ormožu, pa bo šele septembra. Res je. V bistvu 8. tabor, kot ste že na začetku povedali, je potekal 8. avgusta 1869. leta. Mi smo pred 10 leti praznovali 140. obletnico in nekateri se mogoče spomnijo, da je obletnica in tudi takrat je bila slovesnost prav na ta dan, torej 8. avgusta. Vendar pa smo se letos nekako odločili, da bomo naredili nek zamik, kajti avgust vemo, da je čas, ko so počitnice, veliko ljudi je takrat odsotnih in mi si organizatorji nekako želimo, da bi res se tega dogodka, te slavnostne akademije, kot jo mi imenujemo, se bi naj udeležilo čim večje število Ormožanov, okoličanov. To bo res zelo velik dogodek, ker smo kot častnega pokrovitelja povabili tudi samega predsednika Boruta Pahorja in prav v teh dneh pričakujemo tudi njegovo potrditev. Upamo, da se bo te slovesnosti tudi udeležil in iz vseh teh vzrokov smo potem to naredili nek zamik, tako da na začetku šolskega leta, torej v soboto, 7. septembra, bo v Ormožu velik dogodek, parada po mestu in pa slovesnost pred grajsko pristavo. Če še lahko povem nekaj o tem dogodku, namreč vključili bomo vsa društva, konjenike. Ta slovesnost se bo začela tukaj pri cerkvi, izobesili bomo tudi slovensko zastavo, seveda ne bo manjkala tudi pihalna godba. Povabili smo tudi slovensko vojsko, gardiste in pa seveda tudi sokoliste, torej člane Sokola, celo bodo prišli iz Metlike in pa tudi domačo sokolsko društvo se bo te prireditve udeležilo. Tako da sedaj sem res navrgla zelo veliko informacij. Verjamem, da bomo na ta dogodek ponosni, da bomo ga tudi seveda izpeljali tako, kot se to spodobi in da nam bo dolgo ostal v lepem spominu. No, vsekakor ste pripravili ta dogodek po vzoru tistih originalnih taborov, ki so se torej pred 150, pred 151 leti dogajali. Morda naj poveva, da so ti tabori bili kar pogosti, ne? Začeli so se torej leta 1868 in trajali kar do leta 1871. Torej je bilo kar nekaj, ne? Tako. In sicer vseh taborov je bilo 18, torej kar veliko je bilo taborov. Prvi tabor je bil v Ljutomeru, tudi 8. avgusta, ampak eno leto prej, 1868. leta, torej so naši sosedje v lanskem letu praznovali 150-letnico, seveda smo se tudi tega dogodka mi v lanskem letu udeležili in bomo nekako tudi po vzoru tega njihovega dogodka letos organizirali naše slovesnosti. Torej, pričeli smo z današnjo razstavo, ki je bila slovesno odprta in je na ogled v Beli dvorani grajske pristave.
Na ogled bo vse do konca meseca septembra, tako da verjamem, da si bojo tudi veliko ljudi ogledalo. Če pa se sedaj vrnemo nekako nazaj na začetke tabora, sicer začetki tabora segajo nekako v 60. leta, v začetek 60. let, ko se je začela pojavljati ta ideja zedinjenja Slovenije, o kateri ste vi že v začetku nekaj povedali. Namreč slovenska inteligenca, ki je bila na Dunaju, pa tudi del duhovščine, torej mladoslovenci so se imenovali, so začeli pod milim nebom, tako na prostem, organizirati govore, kjer so zahtevali slovenske knjige, slovenski jezik, tudi v uradih, potem tudi takratni advokati, torej pravniki, notarji, ki so nekako pripravljali listine in te razne dokumente, so začutili potrebo, da tudi te papirje morajo pripraviti v slovenskem jeziku, kajti ko so prišli v urade kmetje, veleposestniki in podobno in so bili slovenskega izvora, so jim pač dajali nemške listine. In to je nekako potem privedlo do tega, da so pod milim nebom začeli pozivati na potrebo po uvedbi slovenskega jezika. In iz tega potem so začeli nastajati tabori, nekateri slovenski rodoljubi, med njimi naš domačin Božidar Rajić, na katerega smo zelo ponosni in je eden od najpomembnejših osebnosti v zgodovini našega kraja, našega Ormoža in pa tudi okolice. Torej, ti rodoljubi so začeli organizirati tabore in sicer to so bili organizirani shodi, ki so se v bistvu teh shodov udeležili samo slovenski prebivalci, Torej, najpogosteje so bili to kmetje, potem tudi kakšna inteligenca, kakšni ti pravniki, notarji in pa tudi duhovščina. In kot smo prej omenili, je bil prvi tabor v Ljutomeru 8. avgusta 1868. leta. Udeležili so se ga tudi ormoški rodoljubi. In kmalu zatem so potem tudi ti ormoški naši rodoljubi začutili potrebo po organizaciji podobnega tabora. V tem letu je tudi v Ormožu bila ustanovljena čitalnica ormoška in tudi v okviru čitalnice so se potem nekako zbirali slovenski ti prebivalci Ormoža in začeli pozivati k organiziranju tabora. Naj povem, da je prav torej ta ormoška čitalnica bila ena izmed tistih organizacij, od koder je potem prišla tudi pobuda za organiziranje ormoškega tabora. No, glede na to, da je na prvem slovenskem taboru, ki je torej potekal leta 1868 v Ljutomeru, se je zbralo 7.000 ljudi, to se mi zdi takšna frapantna številka, Odkot so pravzaprav prišli vsi ti ljudje? V bistvu ti ljudje so prišli iz različnih koncev. Mi imamo podatke, da bi na primer v Ormož prišli celo Hrvatje, drugače pa iz celotne severovzhodne Slovenije je drlo prebivalstvo, bodisi po železnici, bodisi peš, bodisi na kočijah. Mi vemo, da smo dobili vlak v Ormož leta 1860 in torej se je tudi del udeležencev tabora pripeljalo na primer v Ormož z vlakom. Če pa se nekako navežemo na ljutomerski tabor, mi imamo ohranjeno celo eno razglednico iz tega prvega ljutomerskega tabora. Ampak zanimiva je zgodba v zvezi z to razglednico, namreč bila je narejena en teden po taboru. Tukaj ni toliko ljudi, kot se navaja, na primer 7.000, kot ste jih vi omenili, ampak mogoče kakšnih 100. Namreč fotografije nekako ta datum, v glavnem, kako bi rekla, zgrešil in je prišel en teden kasneje na tabor. In potem seveda so sklicali ljudi po nedeljski maši, tako da so se postavili na isti prostor, kot je bil tabor predhodno en teden prej in je potem fotografiral. Tako da je to v bistvu bila narejena fotografija. Ampak v teh raznih kronikah pa res se navaja, da je bilo zelo veliko udeležencev. Na primer, največji tabor bi naj bil v Vižmarjih,
1869. leta maja, torej nekoliko prej kot ormoški, in bi tam naj bilo okrog 30.000 udeležencev. Torej to so res ogromni podatki. Za ormoški tabor Ormoška kronika, ki je ohranjena v Ptujskem zgodovinskem arhivu, navaja, da naj bi bilo okrog 9.000 udeležencev. Bi mogoče povedala to, da imamo srečo, da je ohranjena ta kronika mesta Ormoža, kajti ta tabor v Ormožu je res na potanko opisan in tudi vsi govorniki so opisani, potem tudi to, kar so rekli, povedali, tako tudi resolucija, ki je bila sprejeta na tem taboru, in res še enkrat lahko rečem, da je sreča, da je ohranjena ta kronika v izvirniku v zgodovinskem arhivu na Ptuju. No, kaj pravzaprav prinaša razstava, ki ste jo odprli danes popoldne? Na razstavi smo najprej na začetku povedali oziroma osvetlili nekako leto 1848, kajti takrat se najprej začne pojavljati ta ideja zedinjene Slovenije, ampak takrat seveda tudi pogoji še niso bili zreli za to, da bi se lahko da bi se lahko Slovenci takrat združili in odcepili od monarhije. Torej, nakazali smo to leto in pa kaj to leto pomeni tudi za samo mesto Ormož. Mi vemo, da je leta 1848 bil zelo pomemben dogodek v Ormožu, in sicer je bil to 16. septembra in v navezi z tem datumom potem tudi naša krajevna skupnost Ormož praznuje krajevni praznik. In sicer takrat se je v mesto po nedeljski maši zbralo zelo veliko slovenskega prebivalstva in mlinar, en kmet iz Pušenec, Ivan Kardinal se je pisal, se je takrat povzpel na cerkveni stolp in izobesil slovensko, oziroma pravzaprav takrat je bila to ilirska zastava. Nemško prebivalstvo se takrat skrilo v hiše, slovensko prebivalstvo pa je začelo z velikimi manifestacijami po samem mestu. Vse skupaj se je zaključilo z veliko vaško veselico na Hardeku, tako da to je že eden od pomembnih datumov v zgodovini našega mesta. Potem smo razstavo nadaljevali z prikazom taborov na Slovenskem, torej smo omenili vse tabore, ki so bili, torej vseh teh 18 taborov, in pa potem tudi prikazali ta tabor v Ljutomeru, ki je nekako pomembna predhodnica našega ormoškega tabora. In v nadaljevanju potem govorimo o taboru v Ormožu, torej prikazujemo vse dogodke, ki so se takrat zgodili, seveda predvsem z dokumenti, torej z arhivskim gradivom. Imamo pa tudi ohranjen časopis, in sicer Slovenski gospodar, v katerem je bil tudi objavljen poziv za ta ormoški tabor, in sicer v mesecu juliju 1869, tudi ta poziv smo našli. Na srečo imamo ohranjen tudi vstopnico za vlak, torej karto za vlak, kajti Slovenske železnice so v času tabora nudile popust za vse, ki se bi naj z ptujske strani pripeljali v Ormož. In v muzeju v Ljutomeru so to vstopnico nekako tudi ohranili, sedaj smo jo mi uspeli tukaj na naši razstavi tudi razstaviti oziroma pokazati. Potem pa opisujemo, kako so udeleženci prišli na tabor, kako so se pripeljali iz ptujske strani, rodoljubi ormoški so jih sprejeli na železnici, potem so vsi odšli v čitalnico, kjer so peli, brali razne pesmi. Nato je potem prišla druga skupina teh udeležencev, in sicer iz hrvaške strani. Na kočijah so se pripeljali z konji, in pa tretja skupina se potem pripeljala popoldan še tik pred začetkom tabora, in sicer iz ljutomerske strani, tako da je vseh udeležencev bi naj bilo okrog 9.000. Tabor se bi naj začel popoldan, in sicer okrog 4:30. Vsi udeleženci so se potem podali v Pušence, in sicer se je ta kraj imenoval Kečkov Log, to je pač eno takšno ledinsko ime, kjer se je potem odvijal tabor. In tukaj so potem razni govorniki, med drugim je bil najpomembnejši Božidar Rajić, pozivali k zedinjeni Sloveniji. Udeleženci so jih seveda te govornike poslušali
Ivan Petovar, odvetnik takrat v Ormožu, je najprej udeležence pozval k temu, da naj bodo mirni, da naj ne povzročajo izgredov, ampak je to pač miren dogodek, da ne bi pač prišlo do konfliktov med udeleženci tabora in pa tudi med nekaterim nemškim prebivalstvom, ki je takrat tudi prišlo pač na to prizorišče. Mogoče velja omeniti, da je hkrati nemško govoreče prebivalstvo odšlo v Celje, kjer so imeli svoj shod in v bistvu sprejeli tudi sklep o negiranju vseh sklepov, ki bi naj bili sprejeti na ormoškem taboru. Znan je govor Božidarja Rajića o tem, kako naj slovenska mladina dela v dobro ne samo države in pa svoje družine, ampak tudi v dobro kraja. Tako da v glavnem res največ so se ti govorniki obračali na mladino, mladezen so takrat rekli, kajti videli so, da prav v mladini je potencial, na katerem je potrebno graditi. No, zanimivo, kam je sploh se dalo postaviti 9000 ljudi, ne? To je potem res moral biti kar velik prostor. Ja, velik prostor je bil. Jaz mislim, da to število treba nekako jemati za rezervo. Imamo podatek, da bi naj takrat na območju Ormoža, tega ormoškega okraja, živelo okrog 16 000 ljudi. V teh vaseh okolice Ormoža, Hardeg, Pušence, bi naj bilo okrog 2000-2500 prebivalcev. Tako da jaz domnevam, da bi naj bilo verjetno udeležencev okrog 3000-4000, torej ta številka malo velika. Je pa bil prostor vsekakor, to je bil travnik, ne. Tako da takšno število okrog 4000, 3000 pa se je verjetno dalo spraviti na ta prostor, ne. No, kako pa so potem, kako je nemško prebivalstvo pa tudi torej oblast gledala na te shode? So bili morda tudi kakšni spori, kakšni? Do neposrednih nekih, mislim, spori so bili, ni pa prišlo do tistih konfliktov, ki bi povzročile kakšne žrtve, bi temu lahko rekli. Je pa se nemška oblast tako reagirala, da so istočasno organizirali svoje shode ali so se potem zaprli tudi v hiše, tako da niso šli na ulice. In pa seveda, ker so bile oblasti takrat, torej ormoški magistrat je bil nemški, tudi sklepi, ki so bili sprejeti na teh raznih taborih, takrat še niso bili uresničeni. Zelo pomembni so sklepi, ki so na primer bili sprejeti na ormoškem taboru. Eden od sklepov je bil, da se mora zgraditi most čez reko Dravo, torej na hrvaško stran, kajti slovensko prebivalstvo tukaj v Ormožu je čutilo potrebo potem, da gre na drugo stran, torej da se poveže z Hrvati, že zaradi tega, ker je naša mladina obiskovala tudi varaždinsko gimnazijo, ki je takrat že delovala. In seveda pot do varaždinske gimnazije oziroma do samega Varaždina je bila zelo dolga, ker ti morali so iti po cesti, torej čez Čakovec. Tukaj, če bi zgradili most čez reko Dravo, torej bi bila sigurno enkrat krajša pot. Potem naslednja zahteva je bila, da se v Ormožu ustanovi hranilnica in posojilnica, torej slovensko denarno društvo, ki bi lahko potem nudilo posojilo tudi slovenskim kmetom. Torej slovenski jezik je bila naslednja zahteva. Potem naslednja zahteva je bila tudi oživitev čitalnice, kajti oblasti so čitalnice prepovedali, torej da bi lahko čitalnice nemoteno delovale, in pa seveda tudi slovenska šola. Torej to so bile te vse zahteve, ki so jih naši taborniki, taboriti leta 1969 zahtevali v Ormožu. V tej resoluciji torej so bile te zahteve zapisane. Takrat niso bile uresničene, ampak če mi pogledamo potem naslednja leta, desetletja, vidimo, da se vse to, kar je bilo tukaj sprejeto, uresničilo. Namreč že kmalu zatem, torej slabih 7 let zatem, je bila v Ormožu ustanovljena hranilnica in posojilnica 1876. leta. Potem 1889. leta so zgradili most čez reko Dravo. Torej letos praznujemo tudi obletnico prvega mosta, ki smo ga imeli čez, torej sicer bil to leseni most, ampak
prvi most, torej obletnica prvega mostu je nekako letos. In pa 1900 so začeli v Ormožu graditi tudi slovensko šolo na Hardeku. Torej, vse te sklepe so bili uresničeni in na to seveda smo lahko zelo ponosni, predvsem na Božidarja Rajića, domačina, ki je bil izredni govornik in tudi z njegovo pomočjo v bistvu so bili vsi ti sklepi nekako v naslednjih desetletjih uresničeni. No, kako je že tisti znameniti pozdrav Božidarja Rajića? Znameniti živeli Slovenci, živeli rodoljubi, združimo se, v glavnem to so bile te parole, ki so bile napisane tudi na transparentih. Naprimer, v tej kroniki je med drugim zapisano, da so vaščani pri veliki nedelji na železniški postaji izobesili velike transparente, živeli rodoljubi, s katerimi so pozdravili te tabornike, ki so prihajali na tabor v Ormož. In tudi na teh mestnih postajah so se ti udeleženci oziroma vlaki ustavljali in so potem lahko tudi ti vaščani oziroma ti udeleženci potem prihajali na tabor v Ormož. Kako pa ste pravzaprav spravili vso to gradivo skupaj? Kje ste našli recimo, pa tudi fotografije končno, no? Ja, v bistvu nekaj gradiva smo imeli že pred 10 let. Takrat smo organizirali tudi simpozij, mogoče se bo kdo spomnil tega simpozija, ko so tudi priznani slovenski zgodovinarji sodelovali na tem simpoziju in pa organiziralo je ta simpozij Ormoško zgodovinsko društvo. Torej, od takrat imamo nekaj, pomembni podatki so v zgodovinskem arhivu na Ptuju, potem časopisi takratni, Slovenski gospodar je tisti, kjer so objavljeni bili vsi podatki o teh vseh taborih. Muzej v Ljutomeru nam je tudi priskočil na pomoč, nekaj materijala imamo tudi mi v našem muzeju in pa tukaj velja omeniti tudi gospoda Fekonjo iz Miklavža. Vemo, da je izreden zbiralec tega našega blaga, te naše dediščine, brez katerega skoraj da ne mine nobena naša razstava. In tudi na tem mestu se mu iz srca zahvalim. Zahvaljujem se tudi kmečkim ženskam iz Huma, ki so sodelovali pri pripravi razstave, gospa Maja Vabotič Butulen, prav tako. Tako da res so tudi nekateri posamezniki bili pomembni pri nastajanju današnje razstave. No, prav zanima me, kako pa vi, ko to raziskujete, ko torej tako brskate po zgodovini, kakšni so to občutki? Najbrž z veseljem to delate, ne? Res je, nekako te to potegne, tako da tudi ta razstava, ki je nastala danes, ni zaključena zgodba. Verjamem, da bo tudi se kdo oglasil, prinesel še kakšno gradivo, ki ga mogoče doma hrani. Mi vemo, da so na teh taborih bile tudi razne svetinjice, priponke in podobno. Na nekaj smo jih našli, verjamem pa, da še mogoče kdo doma ima takšno gradivo, ki ga potem tudi kasneje še prenese v muzej in potem mogoče na kakšni kasnejši razstavi je to tudi uporabljeno. Veseli smo, da lahko napišemo vire, od kod smo ta material dobili. Pridejo tudi kakšni študentje, dijaki, delajo raziskovalne seminarske naloge, seveda potem to gradivo ponudimo naprej, kajti to ni naše osebno gradivo, ampak muzej je zato, da to gradivo zbira, razstavi, predstavi in na tak način tudi ohranjamo zgodovino kraja in pa tudi našo dediščino. In kakšna je situacija, kakšno je vzdušje v muzeju? No, zaenkrat ste še vedno Ptuj Ormož, ampak se nekaj predvideva, ne, se sliši za reorganizacijo. Jaz moram reči, da mi nekako v našem muzeju oziroma v muzejski enoti Ormož smo na to že navajeni. Kot veste, smo že spadali pod Ptujski muzej, pa smo potem bili samostojni muzej Ormož, na kar smo bili muzej Ptuj. Sedaj smo muzej Ptuj Ormož, enota Ormož. Nekako sedaj smo zaposleni 3 v naši enoti. Seveda nas te stvari bolijo, kajti mislim, da delamo korektno in da vse v bistvu tudi smo zaslužni za to, da neke stvari
so v Ormožu izpeljane, torej pripravljamo kar veliko dogodkov. Je pa seveda to tudi politična zadeva, tako da upam, da se bodo do začetka jeseni tudi odgovorni nekako odločili in po eni strani pa sem tudi vesela, da nas temi stvarmi ne obremenjujejo in tako da lahko tudi naše delo poteka nemoteno. Zato bomo tudi korektno izpeljali to zadevo v mesecu septembru, torej obletnico Ormoškega tabora, to Slovesna akademija. Ne vem, vi ste v bistvu avtorica številnih razstav, jih sploh štejete oziroma ste jih prešteli, jih beležite, beležite gotovo, ne? Ampak koliko je teh razstav bilo, teh etnoloških recimo? Gospa Karolina, jaz mislim, da bi jaz to morala vas vprašati. Jaz sem zelo vesela, da vaša kabelska televizija hrani vse, kar se je v preteklosti dogajalo v našem muzeju. Ste naš zvesti spremljevalec, tudi imate te naše razstave dokumentirane in arhivirane. Tako da je prav, da se mogoče mi dve kdaj skupaj sedemo in preštejemo vse razstave, ki smo jih imeli do sedaj, torej v približno 25 letih na ogled v našem Ormožu. Ja, to pa res. Veliko jih je, ne? Od leta 1995, kar vas sledimo. Kako dolgo pa ste vi zaposleni v muzeju? Jaz sem zaposlena v muzeju od leta 1992, namreč takoj, ko sem prišla v naš muzej, sem bila zadolžena za Ormož, kot etnologinja za Ormož. Takrat smo imeli etnološko zbirko v gradu pri Veliki Nedelji, ki je bila nekako v razsulu in moja prva naloga je bila, da uredim to etnološko zbirko, ki še je danes na ogled, nekoliko posodobljena. In od tukaj so potem se začele pač to moje delo na tem našem ormoškem območju. No, vrniva se še malo na tabor, na 150. obletnico, kajti seveda na koncu boste seveda vse skupaj povabili že, ne, na septemberski dogodek, pa tudi na ogled razstave. Kako recimo so razen ti tabori potekali, ne? To je vprašanje, ki sem vam ga trebala že malo prej postaviti, ampak vseeno, kako se je to zaključevalo? So to potem bile kakšne veselice, kako se je vse te ljudi nahranilo tukaj? Kakšno je pravzaprav bilo torej vzdušje tudi, ja? Ja, v Ormožu je tabor se nekako zaključil s tem, da je na koncu imel Božidar Rajić zaključni govor. Na to je pozval to mladino ormoško in ormoška mladina, oziroma ja, ormoška mladina je potem šla na oder, kjer so začeli peti pesmi. Seveda so se zahvalili tudi hrvaškim tem rodoljubom, ki so jih prišli pozdraviti na tabor. Nato pa so vsi skupaj potem odšli v Ormož in sicer v čitalnico, kjer so potem nekako ostali do zgodnjih jutranjih ur, peli, godba je igrala in vse se je potem nekako na tak način zaključilo. Mogoče bi pri tem omenila še to, da so Slovenske železnice takrat omogočile udeležencem tabora vstopnico za vlak po nižji ceni in sicer od 1. avgusta do 10. avgusta. In mi domnevamo, da so ti udeleženci tabora prišli v Ormož že na začetku meseca avgusta in potem ostali še kakšen dan, dva po taboru in da se potem vse skupaj nekako zaključilo 10. avgusta, torej vsa ta praznovanja in vse te slovesnosti v zvezi s taborom. Seveda so potem začeli že nekako slediti naslednji tabor, ki je bil, mislim, da je bil v Kapele, pri Radgoni naslednji tabor in pa vse ostale tabore, ki so bili do leta 1871, torej tudi naši udeleženci tabora in vsi ti rodoljubi, govorniki so potem potovali iz enega tabora v drugi tabor, na drugi tabor in tam nekako ponavljali tudi te govore, ki so naprimer bili, naprimer ta govor, ki je bil v Ormožu. Torej, ti govori se več ali manj ponavljajo, razen posamezne točke, ki so pač bile značilne za tisto določeno območje. No, zanimivo je tudi to, na kakšen način so Slovenske železnice podpirale te tabore, ne? To verjetno tudi ni slučajno. Ne, železnica je bila enostavno korist takrat, ne. Ljudje so še takrat nekako bili skeptični do vlakov, ne, kajti konjska vprega, vozovi so bili tisti, ki so nekako bili osnovno prevozno sredstvo, ampak je železnica tukaj imela neko korist, pa tudi udeleženci od daleč so videli možnost, da lahko na lažji in hitrejši način pridejo na prizorišče tabora.
In prav zaradi tega so potem železnice ponudile nižjo vstopnico, s čimer so potem omogočile tudi prihod večjega števila udeležencev na tabor. Potem pa tudi seveda odhod, ker te vstopnice so bile povratne. Tako, hvala lepa, Nevenka, da ste si vzeli spet čas, da ste nam vse tako lepo opisali. Veliko smo se naučili, ne, v poslušanju vašega pripovedovanja. Kaj pa sicer še pripravljate morda potem do novega leta v muzeju, ko se zaključi torej ta tabor in vse, kar spada zraven? Ja, osrednja slovesnost sva rekli, da bo avgusta 7., nato pa že 13. avgusta, in sicer imamo razstavo kar en teden za tem, in sicer Ormoška obrtna zbornica letos praznuje, mislim, da je 50-letnica, in nekako so nas povabili k pripravi razstave. Razstava bo na ogled v avli občine Ormož, tako da sedaj v bistvu že potekata vzporedno 2 dogodka, torej priprava tabora in pa razstave ob obletnici ormoških obrtnikov oziroma obrtne zbornice. Potem imamo tudi regijsko razstavo teh likovne kolonije, kolonija Malek bo tudi v mesecu novembru, in pa kolega arheolog Brane Lamut pripravlja priložnostno razstavo. Ta razstava bo 3. decembra, takrat je ta veseli dan kulture, pa mi bomo že veseli, da se bo leto izteklo. No, vsega torej, še vas čaka veliko dela, ne? Kaj pa dopust? Ja, vmes bodo mogoče kakšni dnevi dopusta, ker bodo tudi otroci in pa družina to zahtevali. Nevenka, hvala lepa še enkrat, torej povabiva na slovesnost 7. septembra, torej letos vse tiste, pa tudi razstavo si lahko pridejo ogledati, vsi tisti, ki jih zanima to, ne? Tako, razstava bo na ogled do konca meseca septembra v Grajski pristavi, v Beli dvorani, torej vabljeni na ogled te razstave in tudi ostalih zbirk v našem muzeju. Mogoče bi še omenila, da v poletnem času tudi organiziramo delavnice za otroke, tako da starši, ki nimajo varstva, lahko v dopoldanskem času pripeljejo otroke k nam v Grajsko pristavo, kjer bomo izvajali razne delavnice, srečanja za otroke, in pri nas bo tudi pestro. In seveda tudi vam in vaši ekipi želim lepo poletje in seveda, da bi potem se zopet videli v septembru na naših dogodkih. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, še enkrat torej povabilo na veliko slovesnost, na veliko svečano akademijo 7. septembra ob torej 150. obletnici 8. slovenskega tabora. Sicer pa bodite z nami tudi v ponedeljek, ko vas čakamo že z novim gostom. Srečno do takrat!